Torej, dobrodošli v oddaji Ad hoc. Danes je Burja k nam prinesla kraškega trubadurja Boštjana Pertinača. Je glasbenik, pevec, kitarist. Boštjan, bi se ti še kako drugače opisal? Pedagog. Pedagog, ja. Imam tudi svojo glasbeno šolo. Koliko učencev imaš? Zdaj, letos sem malo okrnil zaradi vseh obveznosti, kar se tiče koncertiranja po tako okoli, po sveti. Recimo, da imamo grozno širok spekter od Sežane do Klemna. Ja, letos jih je 15. No. So pridni? Ja, mislim, če ne pridni, ja. No, v bistvu začnimo oziroma ostanimo kar pri glasbi. Glasba je kar en velik del tebe, ne? Kako se je v bistvu začela tvoja pot in ali je bila trnova? Mislim, trnova sigurno. Začela se pa dejansko, se ne spomnim čisto začetku, ker sem bil premajhen, ne? Ker so mi pravili okoli, da zmeraj, ko so bile te neke, smo hodili v ošterije za te družinska kosila in tako, in včasih je bilo te žive glasbe več. In vedno, ko je bila kakšna harmonika ali nekaj, Boštjan je bil zmeren tam mičkan Boštjanček. In pole nekako sem izrazil željo, da bi igral nek inštrument, sem upisali v glasbeno šolo in tam, ko se je bilo za upisati, sem me vprašali, kateri inštrument bi rad, in valjda sem rekel kitaro, ne? Kitaro bi vsi radi igrali. Ne? In valjda je bila zasedena, bila sem mesta zasedena, potem sem vprašal za klavir, tudi zaseden, violina zasedena, bobni zasedena, in sem rekel, kaj pa ostane, pozavna. Tako da v bistvu pole je bila moja prva spremljevalka na glasbeni poti, je bila pozavna, 9 let. Prvo v glasbeni šoli v Komnu, 2 leti pri profesorju Simonu Perčiču, nato pa od 3. razreda glasbene šole naprej do konca je bil moj mentor Ivo Bašič, ki je tudi zdajšnji ravnatelj glasbene šole Sežana. In od tam dalje, potem, kako je prišlo do te solo kariere? To je bilo, ne vem, imamo zadosti časa? Ja, upam, da ja. No. Na hitro, no, v najstniških letih se je pojavila ta ljubezen do rock glasbe in metal glasbe in valjda spozavno zelo težko, mogoče bilo zanimivo, izvajati rock in metal glasbo. Sem začel s kitaro, smo kupili eno kitaro, smo mi prihranki, ki sem jih imel od Birme in ne vem, kaj je bilo še zraven, kakšni rojstni dnevi in tako, kakšna nona, ki je dala zraven. In tako smo kupili prvo kitaro in moja mama ni bila lih navdušena nad kitaro, tako da smo v bistvu s tatom na skrivaj kupili in jaz sem skoraj 1 leto hodil z izgovorom, da grem igrati igrice k tatu, ki ima boljši internet, sem hodil na skrivaj igrati kitaro. Nisem imel očevalca in smešno, moj prvi očevalc je bil tak kasetofon z mikrofonom, ki je imel vhod za kitaro. In potem sem hitro pogruntil, če ga dam zelo na glas, pridejo tiste distorzije in tisti smoke on the water zvenel zmeraj boljše. Ne? Potem razni bendi v najstniških letih, ogromno smo vadili. Včasih mislim, bilo tega dosti več, kot danes, ker ni bilo telefončko, ni bilo internet, sem lahko šel pol ure na dan gor, preko se tisto povezalo, itak šel 15 minut mimo, s tismi in še takrat je polnona zaklicala, Boštjan, peši do zvuka kalkulatorja, ko moram klicati Marto. In in tiste preostali čas na internetu sem raje zapravil za pisanje puncem, kot kaj drugega, in tako da smo kar dosti vadili, tudi po raznih zakloniščih. V Sežani je ta mladinski klub, Podlaga, in tam so imeli vaje, pa v godbenem domu in tako. In pole skozi vsa ta leta so se razvili malo bolj resni bendi, pa smo tudi igrali malo okoli po Evropi in tako. In na faksu me nekako zamika tudi akustična plat, ker sem videl tam več denarja kot v metalu. Ne? In smo začeli z raznimi dueti koncertirati po širom Slovenije. V bistvu Kraški trubadur eksperiment se je pa rodil med covidom, ker jaz sem imel zmeraj željo, da bi več avtorske glasbe delal, da bi več pel in tako. In takrat smo imeli res dosti časa, da sem si vzel čas, da sem začel to pisati in eksperimentirati, in prve pesmi niso toliko dobre bile in počasi, ko so te slabe pesmi se dale ven, kakorkoli, so začele nastajati prve viže
In v bistvu pole dialekt je prišel spet po naključju, ker mi je takrat kolega Gaber Radojevič pri prvih pesmih je rekel, poslušaj, vse je v redu to, kar delaš, to nisi ti. Ne? Daj ti tu po vaše, po domače, da si res pristen in tako. In to sem pač pole naredil kot eksperiment. In ta eksperiment zdaj traja že 4 leta. Torej, zdaj si kraški trubadur. Kaj to pomeni v bistvu? Mislim, tu je bilo tudi nadim, ko je prišel tako iz Ovinka, iz kantona, je en prijatelj rekel, leha, ta je pa oni kraški trubadur, ko hodi okoli. Sicer trubadur pomeni pač glasbenik, ki grozno potuje in z glasbo, z nastopanjem itak res dosti potuješ. In tudi kantautor nekako daje ta nadime, ker greš v bistvu sam s kitaro in si v bistvu res ti. Ti in tvoja kitara, jaz in moja Marta. In to je to. Aha, Marta je ime te kitare. Ja, to je Marta, to je moja Marta. Zdaj je že 3. leto moja zvesta spremljevalka. Imaš pa doma tudi še kar eno zbirko kitar, ne? Ja, kakšni bi rekli, da imam problem, jaz bi rekel, da so pač so moja ljubica, tako. Jih je kar nekaj, no. Koliko jih je? V bistvu vseh brenkal, nekako, če jih seštejemo, tudi tiste, ki jih imam za učence, za izposojo, jih je zdaj 34. Skoraj toliko, kar klobuk, oziroma klobuku je malo manj. Aha. Torej, in Marta je tvoja najljubša? Mislim, Marta, ja, najboljša, ja, v bistvu najljubša tudi nekako. Ne. Mislim, je tako tudi pri električnih, jih imam malo več različnih in ene so mi bolj všeč, ene manj, odvisno od dneva. Pa nam lahko izdaš mogoče ceno najdražje in najcenejše kitare? Mislim, najcenejše so une, ko jih dobi za par šoldov na teh glasbenih trgovinah, ne vem, te kiti, ko pridejo za 100-200 evrov. Najdražja pa ta, jaz sicer nisem dal toliko, ampak zdaj vrednost med inflacijo in to je čez 10. Tako. Dobro, če bo kdaj kriza v glasbi, lahko samo eno prodaš, ne? Pa ja, prodal, ne, Marta bo stala z mano. Tako je prodal otroka, že je kar velik del moje glasbene poti tudi ona. Kaj pa klobuki? Klobuki si tudi omenil, da jih imaš dosti in to je tudi en del tvojega imidža. Ja, tudi spet, veste, kako en kup enih reči rata po naključju, da priješ do neke končne podobe nekega produkta. In klobuk je bil tudi, mi je takrat teta za rojstni dan, ja, tudi 3-4 leta nazaj mi je podarila klobuk in reka, ti mogo biti ta kraški country bi mogel igrati to. In v bistvu takrat sem se malo smejal, v bistvu je čez nekaj časa to ratalo čisto naravno. No. En koncert sem nesel klobuk, pa sem rekel, da to je dobro, samo črn zakrije obraz, dajmo probati belga, pa pol bel se kdaj umaže, pa dajmo probati če beš in tako in pol je ratala kar ena majhna manija s temi klobuki. Koliko jih imaš zdaj? Ne vem, res ne vem. Recimo tiste, ko jih redno uporabljam na koncertu, so 4. Aha. In imaš tudi kovček, kamor jih spravljaš, ne? Ja, in to imajo samo cool ljudje, ne? To imajo samo cool ljudje. Samo cool ljudje. Mislim, to je spet ena smešna reč, kako je ratala med vsemi temi koncerti, ta klobuk je zmeraj na konci, ko smo dajali opremo, nekam letel gor in pol je prišla še ena kitara, pa še nekaj in te klobuki so se kar uničavali in niso poceni klobuki. In potem sem jaz razmišljal malo, kako bi jaz to naredil in potem sem rekel, valjda si je kakšen že zmislil kovček za klobuke. In potem sem ga dobil na internet in sem ga naročil. Tako da imam kovček za klobuke. Super, tako da zdaj imaš izdelan svoj imidž, ne? Ja, mislim, imidž se itak stalno razvija. Ja. Jaz tudi pravim, da vsak album mora imeti neko zgodbo in tudi s tem novim albumom mogoče sem stilsko šel malo bolj nazaj v rock vode, ni toliko mislim, je kantautorstvo samo s privdihom rocka in bendovskega sounda in tako da so tudi pole imidž oblačenja prilagodi imidžu oziroma trenutnemu počutju, kakorkoli. Zmeraj eno in isto rata dolg cajt. Edini bend, ko lahko dela zmeraj isto muziko, so zmeraj isto oblečeni, so AC/DC. Njim se lahko prosti. Zakaj? Zato je res eno in isto, ampak je dobro. Ne? Drugače pa ja, mislim, meni mi je tudi tu se postaviti v okvirje in delati zmeraj eno in isto, mi rata hitro dolg cajt. In jaz sem tak, da imam rad, da je razgibano. Da se dogaja. Da se dogaja. Ja, povej nam še kaj o tem 3. albumu, torej zdaj prihaja ven, oziroma naslednje leto pride ven, ne? Tako, ja. Tako. Album z naslovom Več kot beseda pride enkrat drugo leto, mislim, da proti koncu leta.
ne bom preveč govoril, kot se zmeraj kaj zavleče. Ampak imam zdaj v bistvu prvi singel z naslovom Vili v slovo. Vilo, lahko vidite tudi tukaj. Mi dva sva tudi drugače prijatelja. Tako je, da gledalci, da veste, da sva sam prijatelja. In nastopala sem tudi v njegovem videospotu za ta prvi singel tretjega albuma Vili v slovo. Kako je bilo, Boštjan, na snemanju videospota? Kako vedela ti ali jaz? V glavnem, ena anekdota ali pa dve iz tega videospota je, da jaz se ne znam kregati, to smo videli, ne? In je bil tisti prizor, tretji dan, ko smo snemali, Ana je kar se uživela v vlogo, lahko rečemo temu. In mi izrekla kakšno tako besedo, da bi me bolj vzpodbudila, ni šlo, jaz, ko se kregati, pa če te kaj ni prav, peži, proč, nekaj tičem. Ja, jaz probala, ne, da bi ti dal iz sebe ven to jezo, spodbuditi to na neki igralski način, ma ni šlo. Boštjan je zelo mil fant, kraški trubadur, poet. Ja, poet, ja, pesniška zbirka še prihaja. Res? Ja, tu smo se lih prej, smo se menili z kolegom Ilijo, Ota, kitarist moj, je rekel, da kdaj bo tu, oziroma da je ful dobro, da imaš pesniške zbirke, kamor so res vse pesmi, da nekaj pomenijo, in tudi zato jaz počasi gojim tega otroka mojega, da ne dam ven, da ima, ne vem, par dobrih, ali pa da bi zbral samo besedila s pesmi, zbirati, da res je neka celota z repom in glavo, da nekaj odnese pol ljudje od tega, da ni napisano samo, da rečeš, da imaš pesniško zbirko. Ker recimo moj največji vzor Fabrizio De André, ki ga imajo z enega najboljših pesnikov moderne italijanske dobe, ni nikoli za časa svojega življenja izbral nobene pesniške zbirke. So pol postmortem njegova besedila izdali v pesniške zbirke. Povej mi, Vili v slovo, si se preko te pesmi uspel posloviti od Vile? Ja, bom rekel tako, da v tistem momentu, tisto obdobje je bilo kar malo težko. Je bilo nekaj najboljšega, kar se mi je zgodilo, bilo na najboljše možno zdravilo, ker glasba itak je velik del mojega življenja, in takrat je to kar prišlo ven z mene, jaz sem to uglasbil, poslal Lorenzo tu, in ko je bilo zaključeno, sem rekel, ok, zdaj pa res slovo. Kateri bo naslednji singel? Zdaj, kle spet ne bi rad ful preveč napovedoval. V glavi imam, kateri bi rad bil, to se tudi dostkrat že spremenilo, pol da me ne bo kakšen lovo tako. Ampak na albumu je trenutno, album je končan, to sem rekel tako tudi za Kraške štorije, in pol uletela še na pesem iz Zaledža. Je končan, je 10 pesmi gor, je malo bolj osebno izpovedni, kot sem rekel, tudi malo drugačen, bolj bendovski zvok, ker recimo prejšnjemu smo uporabili en kup enih inštrumentov od violin in tega. Sicer tudi tukaj je ostalo nekaj tega vajba, harmonike, pa violine, pa flaute in to, ampak ni tako pompozno, kot je bil prejšnji album, pa zato bolj iskren. Sodeluješ tudi s kakšnimi glasbeniki na tem albumu? Ja. V planu je tudi en duet, ma spet ne bi izdajal s kom, dokler ni to vse lepo javno zunaj. Drugače na albumu je sodelovalo kar nekaj glasbenikov. Bas kitaro je snemal Maksim Vergan od Primorskih fantov, ki je tudi bil del moje spremljevalne skupine čez poletje. Na bobnih mlad obetaven bobnar Tim Lindič, ki šteje rosnih 18 let. Tako je tudi ta med Maksom in Timom je kar, bi lahko bil Maks skoraj oče Timu. Na vokalih in električnih kitarah in akustičnih kitarah moja malenkost. Neki kitar je posnel tudi Artur, druge kitare snemal Ilija, kot sem omenil. Potem so pa še razne, zdaj ne bi vseh našteval, ko sem sigurno kakšna pozabil in nečem delati, kakšna mi tako skomin. V glavnem, gledalci naj so malo pozorni, kdaj boš izdal kakšen single in pol cel album. V bistvu itak piše zmeraj se spodnje. Tako, ja. Če ne pa greš na IPF in itak se napisa na IPF. Tako. V bistvu bi lahko rekel, da je glasba tvoja terapija. Glasba je, ne samo moja, mislim, da je od večine ljudi, tudi recimo
Zato ne maram jaz poslušalcem oziroma poslušalcem, tisti, ki poslušajo mojo glasbo, pa bilo katero glasbo polagati v ušesa, kaj morajo slišati. Poslušaj, kle, točno to sem mislil imeti v besedilu. Ne, v bistvu vsak na podlagi teh metafor in besedil, če so dobra, dobi svojo zgodbo ven in mislim tudi recimo pri Viliju Slovo, ki opisuje to izgubljeno ljubezen, mislim, da se lahko skoraj vsak dobi noter, ker dejstvo, da vsak je imel zlomljeno srce prej, če ne drugega v vrtcu, tista ta prva pupa, ko si imel 4 leta, ko si se itak poročil 4-krat z njo in 5-krat ločil, ne? Ampak ja, ne vsak najde delček sebe v pesmih. Jaz res ne maram tudi, da v bistvu bi umetnost podvajala umetnost. Ne? Kakšne načrte pa imaš glede svoje glasbe ali pa želje mogoče? Mislim, jaz rečem tako sky's the limit, ker če bi me vprašal to 5 let nazaj, ne bi nikoli verjel sam sebi, da bom danes tukaj, pa tudi recimo nastop na Melodijah Morja in sonca, pa bronasto odličje na Kantfestu in tako, pa razne sodelovanja z ljudmi, ki sem jih včasih samo gledal deleč in smo zdaj v bistvu lahko gremo na kafe z njimi, recimo Tulio Furlanič je bil meni wow, ne, in zdaj, ko se srečava po Kopru, čau, ne. Tega si nisem nikoli mislil, da se bo zgodilo, tako da ne vem, kaj se bo zgodilo in dajmo pustiti življenju, da nam prinese točno to, kar rabimo. Ker mislim, da življenje ti prinese točno to, kar ti v tem momentu rabiš. Evo, in jaz točno v tem momentu rabim tebe in tvojo kitaro, da nam mogoče nekaj zabrinkaš in zapoješ. Ni bilo zmenjeno tako, ne? Imaš kakšno glasbeno željo? Ja, mogoče dajmo Viliju Slovo, ne, najnovejši single. Ja. Dobro, upimo, da bo šlo, ker je nova in nisem še vadil, ne? So še stopinje posilki bombonginje. Pišem stihe do jutranje zarje, na noč, ko so umrle zadnje. Bojim se dneva, dan je prazen, oblačno je nebo. Včasih čakam na nove izgovore, neme besede, prazne pogovore. Ta teden naj že enkrat mine, teden, katerem so mrle rine. Ter ob meni tiho spi, koža ob kožo, hladno je. Pomno snic na ustnice, to noč, ko sem izgubil te.
hladno je, od resnic na usnice, to več, ko se mi izgubil te, ker ob meni tiho spi, koža ob kožo, hladno je, od resnic na usnice, pomirjem stol. Aplavz za Vido. Hvala, Boštjan. Preden pa mi dva rečeva Oglasi. v slovo, pa dajmo spregovoriti še o kakšnih tvojih izven glasbenih dejavnosti, za reči, recimo, s čim se še ukvarjaš? Športaš kaj? Nekaj malega, ja, čeprav se ne pozna. Smo slišali, ja. Ja, to so rekli prej na radiju. Ja. Ja. Ja, grozno rad hodim plavati, tako da grem enkrat, dvakrat na teden plavati. Verjetno tudi danes po oddaji skočil v bazen, ker nisem bil še v Kopru v bazenu. Sem slišal, da je zelo lep. Ja. Drugače hodim na razne pohode, pa kolesarim rad poleti, zdaj je malo primrzlo. Recimo tudi ena taka anekdota, sem imel v Špilu poleti v Križu, v vasi, kjer živim, in sem šel na Tonsko kar z biciklom. Na Špil mi pa niso pustili, sem prišel v bistvu organizatorji iskati, čeprav je tistih 100 metrov, ampak sem se počutil pa kot predsednik, tako lepo, jaz in moja Marta. Tako da ja, to je to. A veš kaj, jaz tudi rada plavam, ne? Poleti bi lahko prišel... Boš šel skupaj plavati? Veš kaj, je tukaj v Kopru poteka vsako leto septembra en plavalni maraton iz mestne plaže, iz Mokre Mačke do Žusterne dol, 1 kilometer, 100 metrov približno. In skupni prijatelj Ilija tudi rad plava, tako da bi vsi trije lahko... Dobro, samo jaz kadar plavam, zgledam bolj, kot da se utapljam. Dobro, jaz bom vaju itak počakala na cilju, no, ampak... Tako, jaz bom šel tako počasi... Žabico, pa šel malo peska in tako. Super, super. Veš kaj, zdaj smo prišli do kategorije naj, kjer te bom vprašala o tvojih najstvareh. Lahko odgovoriš na kratko, lahko tudi obrazložiš svoj odgovor, kot želiš. Povej mi najprej najljubša jed. Pica. Ja. Pica, to je moja. In tudi, zdaj bom tudi povedal spet eno anekdoto. Jaz sem zmeraj rekel, da če mi kdaj več ne bo šlo v muziki, oziroma če kdaj se ne bom več ukvarjal z učenjem in to mi je vsega zadosti, ampak ko bom šel v penzijo, bi rad imel svojo napolitansko pizzerijo, tako da bi bil res uno. In gleda zlomka med COVID-om se je zgodilo to, da ni bilo dela in to so, jaz sem takrat živel še v Novi Gorici, so lih iskali v pizzeriji Verače vodja strežbe in sem se prijavil in dobil službo, tako da sem pol 8 mesecev delal v pizzeriji. In mislim, da sem dobil službo samo zaradi tega, ker sem res poznal vse tipe pice, sem vedel tudi vse, kako gre gor, ker sem zelo, mislim, sem velik ljubitelj pice in splošno italijanske hrane. No? Oziroma vse kulinarike. Tako. Boštjan, pričakujem eno povabilo na pico. Pica je to moja najljubša jed. No, jaz nisem še v kosila, tako da... Tudi v Kopru imate par dobrih pizzerij. Ne, da jo ti narediš. Ja, to pa bi lahko. Ja. Samo na poletje. Jaz imam doma, tam, kamor imam najem stanovanje, imamo krušno peč, tako da bi lahko res naredili lepo pico. Super, bomo. Najljubša pijača? Alkoholna ali brezalkoholna? Ti se odloči. Dobro, se ni treba, da si lažemo. Ne? Jaz imam grozno rad bevando. Bevanda, to je deci vina, deci vode. Poleti, recimo, ko je bolj toplo, narediš bolj light bevando, narediš, ne vem, pol deci, tako da obarva malo tisto vodo, da ima voda malo boljše okusno. Najljubši koncert, ki si ga obiskal? Jih je enih par, ampak moram reči, da recimo en zadnji tak, ko mi je res pustil močen pečat, je bil koncert skupine Parni Valjak z novim pevcem. In še bolj mi je poseben bil zaradi tega, ker jaz sem tudi sodeloval kar nekaj časa in pomagal ustanoviti ta projekt Parni Valjak Tribute z Markotom Loredanom, tukaj iz Kopra. In takrat po smrti Akija so si rekli, da Parni Valjak ne more nadaljevati in so dobili tega Igorja, ki mislim, ne moreš reči, da je boljši, ne moreš reči, da je slabši, ampak je zelo dober pevc in oni so se spet nekako pomladili za to mlado krvjo v bendu. In tako dobrega koncerta, tako dobro zvenečega koncerta pod šotorom, tudi jaz sem včasih delal kot tonski tehnik
Jaz nisem slišal še tako dobrega koncerta. No. Drugače, lahko naštejem še nekaj takih zanimivih koncertov. Je bil koncert Stinga v Stožicah, mislim, da je bilo 2019, lih pred COVID-om, zelo dober koncert, pa recimo Nightwish v Bologni, so bili zelo dober, pa recimo Iron Maiden v Zagrebu, to je tudi bilo, mislim, da 2014, zelo dober koncert, pa tudi v Trstu. Tako da tudi moj spekter glasbe je zelo širok, ne, poslušam res. Ali pa razmišljam še kakšen tak dober koncert v kratkem. Majaci jih je dosti dobrih. No. Super, super. Je težko zbrati enega. Težko, ja. Tako kot bo težko zdaj verjetno ti izbrati najljubšo serijo ali film. Ne, to ni težko. Ne? Ne. Jaz sem velik fan znanstvene fantastike. Aha. In bom rekel tako, da lahko in film in serijo posebej. Lahko, ja. Film valjda Lord of the Rings, vse, ne? Ja, Lord of the Rings, ja. Serija, pa najljubša serija mi je trenutno House of the Dragon, to je v sklopu Game of Thrones, tega sveta. In mi je grozno všeč, sem tudi prebral vse knjige in čakam, da bo končno napisal tiste zadnje 2 knjige, da lahko zaključi to, ker serija se sicer Game of Thrones se ni lepo zaključila, ker jim je zmanjkalo materijala. Ampak House of the Dragon z vsemi tistimi zmaji je zakon. Kaj pa najljubši praznik? Martinovo. Martinovo! Tako bom rekel, ja, Martinovo, ja, ampak letos moram reči, da pa je bil moj najljubši praznik moj rojstni dan. Rojstni dan, ja. Je bilo kar tako, kot sem rekel, življenje ti mora spontano prenesti trenutke in jaz ga nisem planiral prav nič, sem samo rekel, te ljudi bi rad imel, tiste, ko prije ne pride in večina vas je prišlo. In tudi nisem planiral točno, kaj bomo delali, je prišlo en kup enih reči spontano, mislim, smo se imeli grozno lepo in je bil en najlepših mojih rojstnih dnevov. O, super, super. No in še zadnji, najljubši prijatelj ali prijateljica? Marta? Da ne bo kakšen drugi užaljen, Marta. Velja, se strinjam. Boštjan, hvala za pogovor. Hvala za povabilo. Povej nam, kje te še naslednjič lahko slišimo, vidimo? Zdaj tako ne vem, kdaj bo šlo to v eter, ampak 28. decembra pripravljam tak, bom rekel, ni prvi, ampak je malo večji koncert, samostojen, v Komnu, v kulturnem domu. Meni je sploh poseben, ker jaz sem 3 leta živel v Komnu in se počutim tam kar doma, tudi nono imam tam. In mislim, da bo kar zanimiv koncert. No? Za vse ostale nastope in bilo kaj pa lahko grejo gledalci na www.pertinac.com. Sem ažuren in je vse nove novice so gori objavljene. Super. Boštjan, hvala, da si prišel. Hvala za povabilo, pa še kdaj, ne? Tako, ja. Zdaj pa gremo na pico. Zdaj pa gremo na pico, ja. Hvala gledalcem za pozornost in nasvidenje. Čau.